Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je v sodelovanju z izvajalci zdravstvenih storitev s 1. januarjem letošnjega leta uvedel elektronski bolniški list. Do vključno 31. januarja bodo izvajalci zavarovancu izdali tudi še papirnati obrazec, od 1. februarja pa je izdaja papirnatega potrdila predvidena le še za nekatere izjemne primere. Delodajalci bodo morali za svoje zaposlene za začasno zadržanost od dela obvezno prevzemati elektronski bolniški list prek sistema SPOT, ki ga upravlja Ministrstvo za javno upravo. Razlogi za uvedbo elektronskega bolniškega lista so predvsem v poenostavitvi postopkov in pa zmanjšanje stroškov pri naših izvajalcih zdravstvenih storitev, predvsem pri izbranih osebnih zdravnikih, kakor tudi otroško-šolskih zdravnikih, potem zmanjšanje oziroma poenostavitev postopkov pri zavarovanih osebah, kakor tudi pri delodajalcih, pri Finančni upravi Republike Slovenije. Nekaj postopkov se bo spremenilo tudi pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, kakor tudi na našem Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Pri naših izvajalcih zdravstvenih storitev oziroma pri izbranih osebnih zdravnikih se bo postopek izdajanja elektronskega bolniškega lista nekako izvajal v skladu z upravičenostjo odsotnosti z dela, se pravi, ne bo potrebno izdajati papirnatega dokumenta, se pravi, do 1. februarja letošnjega leta bo še zmeraj pri izbranem osebnem zdravniku možno dobiti papirnati bolniški list, ampak ne izdan na tistem zelenem dokumentu, ampak na preprostem A4 dokumentu. Po tem datumu pa za vse tiste, ki bodo na bolniškem od 1. februarja naprej, pa bo potrebno pri izbranem osebnem zdravniku naložiti na online sistem elektronski bolniški list in ta bo dostopen tako našim zavarovancem, tako delodajalcem, kakor tudi Finančni upravi in pa Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje. Se pravi, za naše zavarovance bo postopek nekako poenostavljen. Ne bo potrebno papirnatega dokumenta nesti k svojemu delodajalcu, ampak ta delodajalec bo lahko elektronski bolniški list si snel z SPOT portala, ki ga upravlja Ministrstvo za javno upravo. Potem delodajalec bo pooblastil določene osebe v kadrovski službi ali katerekoli druge osebe v svojem podjetju, da bodo z kvalificiranim digitalnim potrdilom dostopali do elektronskih bolniških listov svojih zaposlenih. Elektronske bolniške liste avtomatsko prenese v svoje kadrovske evidence oziroma v evidence za izplačilo plač in pa jih bo tudi uporabil za refundacijo nadomestil odsotnosti z dela, ki ga potem posreduje na naš Zavod za zdravstveno zavarovanje. Nacionalnemu inštitutu bomo prav tako omogočili, da bo dostopal do elektronskih bolniških listov in te podatke potem tudi ustrezno obdeloval, kot jih vsako leto v svojih statističnih podatkih. Z uvedbo elektronskih bolniških listov pričakujejo, da se bo s časom zmanjšalo število obiskov zavarovancev v ambulantah izvajalcev, saj jim zgolj zaradi pridobitve elektronskega bolniškega lista ne bo potrebno obiskati zdravnika, če bo le-ta ocenil, da pregled ob zaključku bolniškega staleža ni potreben. Poudariti je potrebno, da so osebni zdravniki v Pomurju v letu 2018 izdali kar 78.623 obrazcev bolniških listov. V lanskem letu je v Pomurju bilo odsotnih v povprečju 1800 ljudi oziroma okoli 600.000 delovnih dni so naši zavarovanci bili v lanskem letu odsotni. V lanskem letu smo za refundacijo bolniških odsotnosti namenili 22 milijonov evrov za naše pomurske zavarovance.
Zavod pri načrtovanju in razvoju rešitev posveča veliko pozornost varnosti osebnih podatkov, saj podatki o upravičeni zadržanosti v dela spadajo med občutljive osebne podatke, zato bodo dostopni le pooblaščenim osebam. Bolniška odsotnost je pomemben oziroma oseben podatek, katerega ne more videti vsak, ki se mu to zahoče, ampak glede na pooblastila v podjetju, pri posameznih delodajalcih, kjer je določena zavarovana oseba zaposlena, bo lahko videla bolniški list posameznega zaposlenega, kakor posamezen zavarovanec z svojim kvalificiranim digitalnim potrdilom bo lahko vstopal na naš portal, kjer bo zase z svojim kvalificiranim digitalnim potrdilom potem lahko videl tudi ta svoj bolniški list, bo preveril, ali je ta naložen v online sistem ali ne, ali so datumi urejeni in tako dalje. Tako da smo poskrbeli za vse člene v tem postopku izdajanja bolniških listov. Ukinitev papirnatega obrazca bo za delodajalce pomenila poenostavitev postopkov pri vodenju evidence delovnega časa, obračunu plač in vlaganju refundacijskih zahtevkov na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Naši zavarovanci pa imajo možnost, da preberejo podatke iz tega našega online sistema preko portala moj.zzs.si in sicer za uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila. Mi spodbujamo stranke, zavarovance, delodajalce prosimo, da spodbujajo delavce, da si jih čim več uredi to digitalno potrdilo. Priporočamo, da si urejajo brezplačno digitalno potrdilo SIGEN-ca na upravnih enotah. Dejansko elektronski bolniški list nadomešča klasičen bolniški list, torej ta zeleni, ki je imel vedno neko trajanje, vedno je bilo obdobje od do in šele, ko je to obdobje potrjeno, recimo vsaj, da je koledarski mesec zaključen ali zaključena zadržanost, se elektronski bolniški list izda. In zavarovana oseba potem dejansko mora še vedno poskrbeti pri zdravniku, da pokliče po telefonu ali če ima ambulanta prakso, da mogoče potem preko elektronske pošte zaprosi za ta bolniški list, odvisno kakor ima ambulanta nekje organizacijsko dogovorjeno, ali pokličejo v nekih urah za izdajo tega elektronskega bolniškega lista. Ravno tako je še naprej skrb pacienta, da mora tudi pravi čas prinesti medicinsko dokumentacijo, da recimo obvešča o svojem zdravstvenem stanju zdravnika, da ga pokliče, ko je potrebno poslati podaljšanje k imenovanemu zdravniku, torej da je potrebno poslati novi predlog in dokumentacijo. Tako da še naprej ta osnovna skrb zavarovanih oseb postaja. Res pa ni več potrebno oditi potem fizično po ta bolniški list, ko recimo se zaključi mesec, če ne rabimo kontrolnega pregleda, bo delodajalec potem te elektronsko izdane bolniške liste samo prevzel, ne rabimo iti ne mi, ne naši svojci v času bolezni, potem samo zaradi izdaje bolniškega lista k izvajalcu. Ocenjujejo, da se bo zaradi odprave administrativnih ovir in poenostavitev na strani vseh deležnikov zmanjšali izdatki za okrog 55%, prihranki pa so ocenjeni na 11,5 milijonov evrov letno.